nesprejemljiva posledica tega, kar je recimo danes na tem področju, se pravi, da je to, bom rekla, zgolj in samo v pristojnosti občin. Da so dejansko ljudje, invalidi in pa tudi družinski pomočniki zaradi tega v naši državi obravnavani na neenak način. Se pravi, so postavljeni v neenakopraven in neenakovreden način. Samo en primer, bom rekla, iz prakse, ki je posledica te neenakopravnosti, kar je tudi protiustavno, je, da so recimo nekateri zaradi tudi zakona o usklajevanju transferov posameznikov in gospodinjstvom, namreč družinski pomočniki, njihovi prejemki nadomestilo za izgubljeni dohodek se usklajuje tudi na podlagi omenjenega zakona. Posledica je bila, da so v določenih krajih oziroma občinah, lokalnih skupnostih ljudje, družinski pomočniki, dobili usklajevanje, se pravi valorizacijo, v ostalih občinah pa ne. Zato pravim, da je potrebno to področje urediti na nivoju države. Se pravi, da bodo imeli vsi ljudje, ki se odločijo in ki so upravičeni do tega inštituta, enake pravice, ki izhajajo tudi iz Ustave Republike Slovenije. In to je tudi eden izmed predlogov, jaz mislim, da je tudi ta zadeva zapisana v, bom rekla, gradivu, ki ste ga prejeli. Po drugi strani pa želimo, bom rekla, urediti inštitut družinskega pomočnika na način, da gre za zaposleno osebo pri delodajalcu, se pravi, da ima ta oseba vse pravice, ki izhajajo iz delovnopravne zakonodaje, ne pa da je, bom rekla, njen zaposlovalec oziroma delodajalec praktično invalidna oseba, ker je to nesprejemljivo. Urediti potem nadalje tudi zakonsko pravice in obveznosti družinskih pomočnikov kot zaposlenih oseb, se pravi ne zgolj kot osebe, ki sklenejo pogodbo, ampak da so te osebe polno zaposlene z vsemi pravicami. Nenazadnje želimo tudi na nek način vzpostaviti sekcijo družinskih pomočnikov v okviru resornega ministrstva, ki bo enakovredno in enakopravno sodelovala pri pripravi področne zakonodaje in seveda rešitev na tem področju. In pa želimo nemudoma opustiti tudi možnost, da občine vpisujejo hipoteke na premoženje invalidnih oseb. Zato želimo nenazadnje tudi razveljaviti določbe zakona o socialnem varstvu, ki dopuščajo to v okviru 100. člena. Dejstvo je, da invalidne osebe, ki potrebujejo, tu gre za težje, bom rekla, prizadete oziroma težko invalidne osebe. Ja, ljudi, ki potrebujejo pomoč 24 ur na dan praktično. 24 ur na dan, ja. In take osebe ob, bom rekla, kapacitetah, ki so na razpolago v Sloveniji, in pa tudi ob vseh modernih trendih oziroma spoznanjih v okviru socialno-varstvene, zdravstvene stroke, ni mogoče strpati v neke totalne inštitucije. Po drugi strani, tudi inštitucije v naši državi, ki so zasedene, so mešanega tipa in samo primer bom dala, v domove upokojencev danes v naši državi še vedno umeščajo starostnike in pa osebe, ki so duševno ali telesno prizadete, ki potrebujejo drugačno nego, drugačno skrb. Zato pravim, da je korak, za katerega se je odločila vlada, že v prejšnjem mandatu, ko je ustanovila inštitut družinskega pomočnika, dobronameren korak ali pa dobronamerna rešitev, ki pa se je žal zaradi pritiskov lokalnih skupnosti, ki so imele v ozadju finančni interes, močno izjalovila. Izjalovila se je na račun invalidov in pa na račun oseb, bom rekla, ki so na minimalni plači, brez ustreznih pravic in pa ki skrbijo za invalidno osebo 24 ur na dan. Če je to oblika socialno-varstvene storitve države, podaljšek roke države, potem je država dolžna, da ta sistem ali pa to področje uredi na način, da ne bodo revni še bolj revni. Peticijo oziroma teh 7000 podpisov bomo predali prihodnji teden po vsej verjetnosti v ponedeljek.
V poslanski skupini Lipa smo še, bom rekla, v fazi usklajevanja terminov z resornimi ministrstvi. Jaz sem prepričana, da to ni zgolj zgodba enega ministrstva. Tukaj so finančne posledice, zato mora tudi minister za finance, ki, bom rekla, pripravlja davčno zakonodajo, dati svojo besedo zraven. In nenazadnje tudi ministrica Kukovičeva, gre za osebe, ki so telesno in duševno prizadete. Se pravi, tudi ministrica za zdravje, bom rekla, ima pomembno vlogo. Hočemo nek celostni pristop. Zato upamo in želimo, da nas bodo sprejeli vsi trije ministri in da bomo lahko teh 7000 podpisov peticije predali naprej in predvsem, da bodo padli na plodna tla.